Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Nov podcast Večer uživo je to. Dobrodošle in dobrodošli v naši družbi. V podzavesti so vsi ključi, ki odpirajo vrata v lepše življenje. In kako priti do njih? Mora biti ta pot nujno boleča, dolgotrajna, zapletena. Moja sogovornica, hipnoterapevtka po metodi RTT, pravi, da nikakor. Kako lahko torej hitro in lahkotno dostopamo do odgovorov in rešitev, ki na to lahko oziroma ne lahko zagotovo spreminjajo naša življenja na bolje, in kako tudi boleče izzive spremeniti, kot se je ona zelo slikovito izrazila, v nekakšna gnojila za naš uspeh. Če ste radovedni, ostanite v najini družbi. Vabljeni torej v družbo z odlično, zelo zanimivo hipnoterapevtko Ireno Kahne. Živjo, Irena, dobrodošla. Živjo, Maja, hvala za povabilo. Kako si? Super. Super. Tudi videti je tako, tudi videti. Ja, ker skozi zabavo je vse na nek način lažje in bolj enostavno. Moj moto. Tako. In tudi terapija, o kateri bomo danes govorili, postavlja na glavo neke stereotipe o dostopanju do podzavestnih vzorcev, ki so nekako, za katere velja, da je da do njih dostopamo, da je to dostopanje naporno in dolgotrajno. Ti boš dokazala oziroma povedala, da temu ni tako. Da te še enkrat predstavimo in podrobneje. Si torej certificirana klinična hipnoterapevtka, pa regresoterapevtka, zelo zanimiva. In kot sva rekli, RTT terapevtka, lahko rečem, da si mojstrica za podzavest ali pa za dostopanje do podzavesti. Daj nam povej, zakaj je ta najbolj skrivnosten del nas, najbolj nedostopen del nas, tako zelo pomemben in ključen za naša življenja. Podzavest, ne? Ja, Maja, super vprašanje. Iskreno, zelo veliko nazivov sem že pridobila skozi leta raziskovanja te podzavesti in je res fascinanten, kako dela, kako z njim upravljati. In jaz v bistvu namenim, da v bistvu sem tudi mentor RTT in trener, se pravi, sem del zelo ozke ekipe Marise Pir, kjer učimo nove študente in nove RTT praktike in terapevte. In v bistvu, kaj skozi leta ugotavljam je, da v bistvu zgodi se nam, da namesto, da bi naš delal za nas, dela proti nam, zato ker misli, da v bistvu nam s tem dela neko uslugo. Nekje v času se je izgubila ta komunikacija z našo podzavestjo in je v bistvu naš nadaljeval delati tisto, kar je mislil, da je za nas dobro, istočasno pa mu nismo dali direktna navodila, kaj v bistvu mi sploh hočemo, da on za nas počne. In ta komunikacija s to podzavestjo, s tem našim je mene fascinirala že 18 let nazaj in dejansko, ko sem začela spreminjati svoje vzorce, svoj način razmišljanja, ko sem recimo uporabljala besede wow, to pa ne znam, to pa ni mogoče. In ko sem v bistvu samo na koncu stavka dodala besedo še, to ne znam še, to ni mogoče še, ali pa besedo zaenkrat, se v bistvu kar naenkrat odpremo to new possibilities, novim, v bistvu z možnostim, novim priložnostim, novim idejam. In zelo hitro v bistvu, bom rekla, sem preizkusila vse te metode, ker sem postala mama. In dejansko v bistvu naša komunikacija, kako komuniciramo z našimi otroci, je dejansko odraz tega, kaj je naš dejansko sposoben in kako v bistvu narediti, da dela za nas, namesto proti nam. Irena, in kdaj, rekla si, nekje smo izgubili ta stik z našo podzavestjo, kdaj, oziroma zakaj se to najpogosteje zgodi? Kdaj pride do tega? Ja, pogovarjali smo se,
Ja, pogovarjali sva se v najnem telefonskem pogovoru. Naj omenim, da v bistvu vsaka slaba navada, ki je del neke naše vsakdanjosti, našega življenja, v bistvu vsaka težava, ki jo imamo, ne vem, glavoboli, bolezni, grizenje nohtov, kajenje, vse te neke slabe navade nikoli niso nastale iz tega, da v bistvu mi sebi škodujemo. Ampak so vedno nastale v bistvu iz neke koristi. In to je zelo težko razumeti, da nekdo reče, ja, pa nisem si jaz želela, da bi imela migrene, nisem si jaz želela, da bi bila vedno bolana, rada bi nehala kaditi, nisem si želela, da bi postala odvisna od cigaret. Ampak dejstvo pa je, da v nekem določenem trenutku, ko smo mogoče začeli kaditi, smo bili kul, smo bili del neke ekipe, smo bili del neke skupnosti, mogoče smo bili bolj všeč fantu, ki je kadil, ne? In je v bistvu ratala neka korist in ko smo, ne vem, zdaj to si pač zmišljujem neke zgodbe, ampak lahko, da nas je takrat ta nek fant opazil. In naša podzavest je v bistvu sprejela informacijo, aha, če kadim, dobim pozornost. Ampak ko odraščamo, v bistvu bi morali skozi odraščanje nadgrajevati tudi ta neka prepričanja. In recimo, ko zgodba s tem fantom izveni, bi v bistvu morali zveneti tudi ta naš interes do kajenja ali pa naš interes do, ne vem, ustrezanju vsem, ne, se prilagajati vsem. Ampak se to ne zgodi, zato ker se v bistvu takrat ne poglobimo v to, zakaj v bistvu to v osnovi počnemo. In dala ti bom mesto en zelo dober primer in sicer, ne vem, ko smo otroci, ne, so nas vedno učili, ne vem, pa pozdravi gospo na ulici, pa dej pomagaj, pa priskoči sosedu, kako si travo, pa bodi prijazna, pa bodi to, pa bodi tisto, ne. In v bistvu, ko smo na voljo vsem in ko ustrežemo vsem, ko pomagamo vsem, smo kar naenkrat zelo pohvaljeni in slišimo besede, wow, koliko si pridna, ja, ti si pa res pridna punčka, ne. Ampak pridemo v odraslo obdobje, ko v bistvu počnemo iste te stvari, ki smo jih počeli kot 5-letnik in istočasno se pa počutimo izkoriščeni, vsi teptajo po nas, vsi hodijo po nas, mi pa ne vemo zakaj. Ampak naš še vedno čaka tisto pohvalo, zato ker se ni zgodil tisti nek preskok v našem življenju, da nam je nekdo rekel, ne vem, glej, Irena, Maja, zdaj pa ni več primerno, da si vsakmu na razpolago, zdaj si pa stara toliko pa toliko, je pa čas, da se mogoče malo postaviš zase, ne. In v bistvu ne pride do te ločitve tega prepričanja, ne. In tudi super prispodoba je, ko smo se pogovarjali o Dudi in plenici, ne. In Duda in plenica sta bile postavljene v naše življenje iz neke koristi. In če se predstavljamo enega 40-letnika, kako dokrog s plenico in Dudo, bi kar naenkrat rekel, wow, kako se ne morem tega otresti, ne. Ampak v teh določenih primerih smo imeli ključen trenutek in ključno osebo, ki je rekla, lej, ne vem, Maja, zdaj pa si stara 2 leti, zdaj pa Dudika ni več zate, in smo se od tega odvajali. Pleničko dajmo odvajati od pleničke in se tega ločimo. Se pravi, smo nadgradili te notranje procese glede na našo zunanjost, glede na naša leta. Pri določenih prepričanjih se pa pač to ne zgodi, ne. In zato potem smo kar naenkrat 40-letnik, ki ima neke določene težave, ki dejansko izvirajo iz otroštva. Ja. Res, fascinantno je ta informacija oziroma to vedenje, da smo prvič, da smo imeli neko korist od te slabe razvade, drugo pa, da smo zdaj mi odgovorni tudi za to, da mi z njo zaključimo, ne? Ja. In v bistvu, kaj se zgodi, ko imamo neko določeno težavo, ne? Mi vedno gledamo negativno. Kako nam ta težava uničuje življenje. Ampak če bi se v bistvu samo vprašali, recimo, ne vem, imam glavobol, namesto da bi v bistvu se osredotočili, kako ta glavobol je meni danes poslabšal dan, mi je uničil dan, da se v bistvu osredotočimo, kakšna korist je meni ta glavobol danes prinesel. In ko obrnemo v bistvu pogled, kakšno korist, v bistvu zelo hitro ugotovimo, ali smo rabili time out,
Ja. Ali smo mogli se majčkeno umiriti, ne vem, vzeti čas zase in na nek način naš telo pač nam da vse tiste signale, ki bi jih mi mogli v podzavesti v bistvu že procesirati. In super prispodoba, jaz zelo rada govorim o metaforah, je tudi to, da v bistvu, ko odrastemo in če ne delamo na teh notranjih procesih in bova se tega dotaknili tudi kasneje, zelo dostikrat to pojasnim na način, da imamo nov Apple računalnik, nov MacBook, karkoli, znotraj njega je pa Commodore procesor iz leta 1986, se pravi, ja, vizualno je to vse super, ampak notranjost pa ne gre skupaj, ne? In ta računalnik ne bo delal tako, kaj treba. In že tudi, ko pogledamo telefone, vsak ima danes telefon, na koliko časa nas telefon opomne, prosim, nadgradi, ker potem ne delajo določene aplikacije, vse nekaj šteka, ne? In potem končno pritisnemo tisti gumb. In to bi v bistvu mi mogli delati z našo podzavestjo konstantno. Ja. Točno, torej, zdaj me zanima, kako jo nadgraditi, oziroma kako jo reprogramirati. Bom rekla, na lahkoten način ti praviš, da to gre ravno s to metodo RTP. Nam lahko to malo pojasniš, prosim. Ja. Tako bom rekla, prva zmota, ki se dogaja, ki jo slišim od nešteto svojih strank, ko pridejo k meni pa rečejo, ampak ne razumem, prebrala sem tisoče knjig, pregledala tisoče tečajev, pa ne vidim spremembe, pa nič se ne dogaja. Ne? Ampak dejstvo je, da kadar se neka navada formira oziroma kadar neko prepričanje nastane v podzavesti, jo nikakor v zavesti ne moremo spreminjati. In kadar beremo knjige, kadar gledamo spletne tečaje, v bistvu vse, kar delamo, je to, da pridobivamo novo znanje. Se pravi, z vsemi temi procesi ne spreminjamo naših prepričanj, zato ker vse to, kar počnemo, delamo na zavednem nivoju. In da bi se neke korenite spremembe zgodile, moramo iti v alfa stanje, ker so v alfa stanju ta prepričanja, te navade v bistvu nastale. In znanstveno dokazano je, da v bistvu otroci nekje do 7. leta v bistvu funkcionirajo v alfa stanju, v naravnem alfa stanju. Ne? Ko odrastemo, pač se moramo v to alfa stanje poglobiti skozi meditacijo, skozi umirjanje in sproščanje, ampak otroci v bistvu se učijo v alfa stanju. Oni so non-stop, v bistvu na preži, ko rečejo, v bistvu srkavajo ko gobe, ne? In da bi neko določene prepričanje spremenili, pač moramo iti nazaj, kjer je to prepričanje tudi nastalo. In v bistvu to je zelo enostavno, da v bistvu gremo v stanje hipnoze, da nas v bistvu vodi strokovna oseba skozi ta proces, da dejansko ozavestimo, predvsem pa gre tukaj, Maja, za razumevanje. Tako, kot sem rekla, da v bistvu gremo nazaj in da razumemo, kakšno korist je ta neka določena težava v nekem določenem obdobju življenja imela. In da potem, kot, ne vem, zdaj govorim recimo, kot jaz kot 42-letnik rečem, smiselno je, da kot 42-letnik nimam dude, zato ker duda je bila koristna, ko sem bila otrok, me je umirila, me je potolažila, ampak zdaj bi bilo malo smešno, če bi kot 42-letnica hodila z dudo okrog. Isto je smešno, da verjamem to, kar so verjeli moji sošolci, ko sem bila stara 5, 7 ali pa 10 let, ker v bistvu sem zdaj odrasla ženska in lahko sama formiram pač neka svoja prepričanja. Ne? Ampak moramo iti tja. In RTT metoda je resnično učinkovita pri tem, ker se v bistvu ne ukvarja s posledico. Ne ukvarja se z 42-letno Ireno, ampak se ukvarja s tisto 5-letno Ireno. Kje je ta 5-letna Irena bila prizadeta, kje je dobila neko prepričanje in v bistvu gremo k vzroku. In to je, bom rekla, life-changing. Včasih ne najdem slovenskih besed, ampak resnično je to potem tisto pravo, ko pridemo do tega razumevanja, zakaj je nekaj prisotno v našem življenju. Da se dotaknem same RTT metode. RTT metodo je ustanovila Marisa Peer iz Londona. To gre v bistvu
bom rekla, za 30 let izkušenj na področju psihoterapije, vključila je zelo veliko nekih metod v samo tehniko, od NLP-ja, regresije, tako kot si rekla, do nekih šamanskih not. Se pravi, RTT je resnično ena taka unikaten pristop k neki sami terapiji in hipnoza v bistvu je res samo tudi en del vsega tega, ker se pač v hipnozi vse skupaj dogaja. Razlikuje se od klasične hipnoze, hipnoterapije, tudi to je zelo pomembno, da omenimo, da pri klasični hipnozi v bistvu imamo tehniko poglabljanja v trans in potem delamo sugestije, kjer v bistvu sidramo neka nova prepričanja. In klasična hipnoza se v bistvu ne ukvarja z vzrokom neke določene težave. RTT pa v bistvu dela, bom rekla, to poglabljanje v hipnozo, potem imamo pa en kup enih tehnik v sklopu, bom rekla, ko smo v tem globokem sproščenem stanju in potem v bistvu imamo sugestije na koncu, ko stranka pride do razumevanja, zakaj je ta težava prisotna. To je nekajkrat nagrajena metoda. Jaz sem v bistvu se te metode učila izmed prva v Sloveniji, 4 leta nazaj, tako kot sem omenila, vmes sem postala v bistvu tudi RTT trener in tudi mentor novim študentom, tako da sem zelo privilegirana, da v bistvu to znanje predajam drugim in novim študentom, ki v bistvu spreminjajo življenja širom sveta. Tako da, ja, lahko čutiš, koliko navdušenja. Ja, ja, mislim res, in sploh mi je všeč to, da podčrtava pri tej metodi, da gre za spoznavanje oziroma za razumevanje neke težave, ne? Da gremo v koreninam. Tako. In se tam očisti. Ker Irena, zelo zanimivo mi je to bilo, ko so se malo prej tudi pogovarjali, omenila sem, da si tudi regresoterapevtka. Pa me zanima, lepo si rekla, da tudi v tej metodi je tudi ta element regresoterapije vpleten in me predvsem zanima, zakaj, glede na to, da z RTT-jem se vračamo v obdobje otroštva. Tam smo rekli, v 7 letih se mi sprogramiramo, ne? Zakaj, Irena, bi se pa jaz recimo vrnila v eno izmed svojih prejšnjih življenj z regresoterapijo, koliko mi to lahko koristi oziroma ali sploh kaj koristi pri razreševanju mojih težav tukaj in zdaj oziroma izzivov? Super vprašanje, Maja, in dostikrat ga dobim. Osebno verjamem, da v tem življenju je super, da se razrešujejo stvari, ki so se zgodile v tem življenju. Se pravi, da se poistovetimo z neko zgodbo, da se dotaknemo neke travme, ki jo lahko v bistvu čustveno podoživimo. In tako bom rekla, vsak dogodek sam po sebi nima nikakršnega pomena, dokler temu dogodku ne dodamo čustva. In recimo, če smo bili otrok, ki je bil zelo izpostavljen, ne vem, nasilju, lahko, ne vem, na tem mojem stolu ali preko Zooma, v bistvu to čustveno na nek način doživimo, podoživimo in v bistvu s temi čustvi se ukvarjamo. Kadar pa v bistvu gledamo prejšnje življenja, se pa dostikrat zgodi, da se čustveno ne moremo na enak način poistovetiti, kar ta trenutek v tem življenju ne znamo z našimi čustvi doživeti. In recimo, ko bi recimo razreševali neke določene stvari v tem življenju, v bistvu nam prav veliko ne pomaga, da razumemo, da smo bili nekega dne zažgani na grmadi, ker se s tem čustveno ne moremo poistovetiti. Regresija v prejšnja življenja je super tehnika in zelo veliko se jo poslužujem, kadar ljudje iščejo odgovore v smislu, zakaj sem na tem planetu, kaj je moje poslanstvo, zakaj imam neko določeno stvar, ki mi je na nek način prirojena. Omenila sem ti primer moje klientke, ona je bila od nekdaj zelo, zelo občutljiva na živali
v smislu, da je bila že, ne vem, 1 leto stara, ki je deževnike pobirala, jih reševala. Se pravi, to ni bil nek vzorec, ki je izhajal, ne vem, iz vzgoje, ampak od vedno je imela zelo tak močno povezavo do živali in danes je veterinarka in v bistvu hotela je vedeti, iz kje to izvira. Ker nihče od ožje familije ni bil nikoli tako povezan na tak način in v bistvu sva delali regresijo prejšnje življenja. In zelo zanimivo je bilo, v bistvu, ko je podoživela, da je bila en tak škratek, živela je na drevesu, takrat so te zgodbe dobijo, bom rekla, zelo nove dimenzije razumevanja. In ona je resnično podoživela v bistvu to življenje kot ta škrat in ona se je v bistvu opisala kot varuh gozda in varuh živali. In da je v bistvu bila njena misija na nek način, da to skozi življenja potem prenaša. In isto je potem to postala v tem življenju in je bilo res tako fascinantno, kako natančno je določene stvari opisovala, ne, in je to super za eno tako odkritje, za eno tako razumevanje, zakaj je to tukaj v tem življenju, ne vem, ne znam razumeti. Rada bi vedela, kaj, ne, tako da super tehnika, sama se je ne poslužujem za razreševanje, bom rekla, težav, ki se nam dogajajo v tem življenju. Tako da jo pa zelo veliko uporabljam za take stvari, za nekaj pozitivnega, da doživimo neko izkušnjo, da doživimo neko popotovanje v prejšnje življenje in tako je pa res taka fascinantna pustolovščina. Kot nek dodatek zraven za razširiti zavedanje. Ja, resnično. Lahko, da se določeni vzorci seveda ponavljajo, ne? In zanimivo bi bilo gledati, recimo, ne vem, sploh recimo osebe, ki so izpostavljene zlorabi. In da v bistvu lahko, kadar gledamo prejšnja življenja, bo verjetno izhajalo tudi neka zloraba iz prejšnjih življenj, ampak v sam namen same terapije, ki jo izvajam, bom rekla, ni potrebe, da gledamo toliko za nazaj, ker v bistvu lahko že veliko stvari rešimo v tem življenju z izkušnjami kot otroci. Ja, in to lepo si rekla, ne, da je ključna to poistovetenje s čustvi, ne, ki so pač z njimi, s čustvi, ki bazirajo nekje v otroštvu, ne, težje je res tisto, kot praviš, iz nekih življenj, iz nekih prejšnjih življenj, ne. Ja, ker tako bom rekla, naš ima nekaj nešteto pravil, ne? In v bistvu eno od pravil uma je točno to, ne? Da v bistvu dogodki, slike niso pomembne, dokler na njih ne pripnemo neka določena čustva, neka določena prepričanja, ki smo jih imeli že pred tem dogodkom. In dostikrat omenim, da recimo sva lahko jaz in ti v istem dogodku, mogoče v isti neki nesreči, doživeli sva isto sliko, isto doživetje, ampak recimo ti se lahko naslednji dan že usedeš v avto, že pelješ, jaz pa recimo imam 1 leto terapije pred sabo, ne. In potem rečejo, zaradi prometne nesreče imaš ti to pa to težavo, ampak pravzaprav to ni res, ne. Ampak je vse tisto, kar sva jaz pa ti prinesli v ta avto, vsa prepričanja iz leta nazaj, da je v bistvu naredilo razliko, kako sva medve ta dogodek videli in na kakšen način sva medve čustva pripisali temu dogodku. Tako da je v bistvu vse v interpretaciji. Ja, v pogledu. Vezano na podlagi, ki jo imava že odprej, ne. Dostikrat tudi rečem, ne vem, imaš osebe, ki lahko gledajo sliko na steni, ki je recimo zame neka packa, nekdo pa bo to doživljal kot katarzo nekih čustev, nekih zgodb in bo v tej neki packi videl milijon nekih zgodbic, ne, se pravi, vse je vezano na to, kako mi interpretiramo neko določeno sliko. In slika je lahko zame in za tega, bom rekla, človeka zraven mene ista. Ja. Vse je v pogledu, vse prej si lepo rekla. Tako. In tudi v bistvu ta pogled si omenila v povezavi z izzivi oziroma težavami
pogovarjali, no tudi v uvodu sem rekla, meni je bila tudi taka krasna prispodoba oziroma primerjava, ne prispodoba, da so pač izzivi oziroma težave gnojilo za uspeh. Ne? Če le nekaj narediš s tem gnojilom, in spet smo pri pogledu oziroma kako bi ti to še malo lepš pojasnila. Ja, to sem dostikrat slišala, to frazo, in na nek način je kar ostala z mano. Ne? Vsi gremo skozi izzive v življenju in težko bi rekla, da obstaja perfektna oseba, ki nima nobenega problema, nobenega izziva, ki resnično živi življenje, tako bom rekla, BP, po regelcih. Ampak je dejstvo v bistvu, kako nek izziv v življenju, ali v bistvu nadaljujemo s tem izzivom in travmiramo in na nek način ga vlečemo skozi naše življenje, ali pa v bistvu vzamemo ta izziv in rečemo, ok, to se mi je zgodilo, kako zdaj jaz lahko iz tega naredim pozitivno izkušnjo, oziroma kaj se lahko jaz iz tega naučim. In zelo dobra je bila ena zgodba, zdaj ne vem, če bom čisto točno opisala, ampak o dveh menihih, ki nista smela v bistvu se dotikati žensk, v bistvu sta bila zelo tako, verjetno poznaš, in sta srečala žensko, ki ni mogla čez vodo. In eden od menihov jo je brez kakršnega koli pogovora dvignil, nesel čez vodo, jo spustil in sta nadaljevala svojo pot. In potem po nekih 2 urah je drugi menih rekel, ti čakaj malo, midva se ne smeva dotikati, kako si ti, ne gre mi iz glave, kako si dovolil, da si prenesel to žensko čez vodo, in je rekel ta drugi, veš, jaz sem to žensko odložil 2 uri nazaj, ti jo pa še vedno nosiš. In to je v bistvu točno to, kar v življenju počnemo. In naš v bistvu nima časovnice in to je zelo pomembno razumeti. Se pravi, če smo se mi skregali z nekom 3 dni nazaj in ta pogovor meljamo v glavi in se ga spominjamo in premlevamo, v bistvu naš ne razume, da se je to zgodilo 3 dni nazaj. On to podoživlja, ta trenutek zdaj. In v bistvu, ko neko določeno, bom rekla, travmo, nekaj nepredelanega nosimo in premlevamo in v bistvu sedimo na vseh teh čustvih, to v bistvu ratuje kot ena res stampirana bomba, ker kopičimo eno na drugo. In super pregovor je, ki ga tudi Marisa dostikrat uporabi, in ga bom probala prevesti, ampak v smislu, vsako čustvo, ki ga oko ne izjoče, povzroči, da joče eden od notranjih organov. A ni? Moram se ga. Pa bom povedala še v angleščini. Every expression that is not expressed in tears makes one of the organs weep. Včasih določene stvari ne znam prevesti, ampak in to je res, bolj ko goltamo, bolj ko požiramo, bolj ko se ne izražamo, lažje zbolimo. In v bistvu je resnično pomembno, da delamo konstantno inventuro naših prepričanj. To se mi je zgodilo danes. Zakaj me je danes ta oseba tako močno spravila iz tira? Kaj je tisto, kar mi je pokazala, ne v smislu, kaj je ona meni naredila, ampak kaj je ona meni pokazala, da je bil to odraz moje reakcije v tem danem trenutku? Kaj je tisto, kar še nisem na nek način predelala, oziroma kaj je tisto, kar me je zabolelo? In dostikrat se smejim, ko v bistvu bom rekla, ne nekoga preziramo, ampak tako, da nekoga opazuješ, pa si rečeš, kaj pa ta počne, je velikokrat, pa ne velikokrat, bom rekla, kar 99,9% je, da nam je ta oseba ogledalo tega, kar mi sami ne počnemo, pa bi želeli početi. Govorim v smislu dobrih stvari. Nekdo je uspešen, pa mu zavidamo uspeh, ampak se pravi, ta oseba samo počne tisto, kar bi mi globoko v sebi želeli, pa nimamo, če lahko rečem, jajc, poguma, da se tega lotimo in zato nas ta oseba potem toliko iritira. Ampak če ne pridemo do tega spoznanja, nas bo ta oseba samo iritirala in ne bomo razumeli, zakaj se to točno tako dogaja. Tako spoznanje je ena najbolj zrelih spoznanj, oziroma to je že modrost, da ti prepoznaš zrcaljenje sveta
Ja. Ne? Postavljanje ogledal. Ja, točno to. In dostikrat je, da v bistvu, ko smo v neki dani situaciji, je v bistvu jo rabimo videti, jo rabimo doživeti. Ja. Ampak kaj pa potem naredimo, ko je te situacije konec, je pa tisto, kar smo se pogovarjali prej. Ali to uporabimo kot gnojilo za naš napredek, za nek naš uspeh, ali pa dejansko skozi gnojimo. In ko prevečkrat gnojimo, in če bi zemljo skozi gnojil, ne, v bistvu dobimo kaj? Gnojnico. Ja, razgnojiš se. Po domače rečeno. Ja. Lahko imamo pa lepo urejen vrt z rožami, sadjem, zelenjavo in v bistvu nekaj naredimo iz tega. Ampak je to vse odvisno od nas, koliko smo pripravljeni investirati vase. In kaj sami sebi sporočamo, ko recimo dobimo priložnost za nek napredek, pa rečemo, ne bom se zdaj delala na sebi, oziroma nimam zdaj časa se s tem ukvarjati, v bistvu damo sebi vedeti, da nismo pomembni. In to je res, bom rekla, tako ena zelo taka žalostno spoznanje, ko v bistvu vidiš, koliko takih ljudi je, ko v bistvu nimajo časa delati na sebi in v bistvu dajo samo sebi vedeti, glej, nisi mi toliko pomembna. Vse ostalo je pred tabo. In prej slej v bistvu ta nek notranji otrok, ki kliče po pozornosti, ki hoče neko toplino, neko ljubezen, neko naklonjenost, se nam izraža v obliki neke težave. In takrat pa pač mu moramo prisluhniti. Ker nekaj časa nas bo cukal za rokav, tako kot vsak normalen otrok, potem pa, če ne bomo mu dali pozornost, bo doživel pa, kako se reče, eksplozijo nekih čustev. In v bistvu takrat je pa že prepozno. Takrat pa ga zelo rabimo več časa, da umirimo tega otroka, da vidimo v bistvu, kaj nam je sploh hotel povedati. In isto je s tem našim nekim notranjim otrokom, v bistvu z našo podzavestjo. Tako da. Irina, sicer pa tudi ti si imela izkušnje, ki si jih uspešno pretvorila ali pa spremenila v gnojilo za uspeh. Pa dajva se kar, mogoče naprej ustaviva pri tvoji bolezni, oziroma se temu odprto govoriš, imela si raka. Ja. In je bil to en klic v življenje, ne? Ja, res. Vedno sem verjela, da je treba še nekaj narediti, da bo pravi čas. Zelo sem imela izziv s tem, da v bistvu sem vsak trenutek izkoristila kot nek pravi čas. In nikoli ni bilo časa začeti družino, nikoli ni bilo. Vedno sem na nek način, jaz sem zelo velik perfekcionist in se zavedam, bom rekla, tega hendikepa v določenih trenutkih, ko v bistvu ta prevelika doza perfekcionizma vpliva v bistvu, da bi človek naredil neko akcijo ali pa nek korak naprej. In isto je recimo bilo z ustvarjanjem družine, vedno sem čakala, kaj bom to, kaj bom tisto. In dejansko, ko je napočil trenutek, da pa mogoče bi ustvarila družino, sem zvedela, da imam raka materničnega vratu, kjer je seveda sledila več kot potrebna operacija, do tega, da v bistvu sploh niso vedeli, mislim, kako daleč se je to razširilo, se je dotaknilo maternice, se ni, na koncu se dobro razpletlo. Sem se pozdravila, imela sem težave z nositvijo, tudi to smo uspešno potem, bom rekla, prebrodili, ampak kaj se je zgodilo? V bistvu, ko sem končno naročje dobila tistega dolgo pričakovanega otroka, sem spoznala, da imam poporodno depresijo. Kar zame takrat v bistvu ni imelo nobenega smisla. Kako se v bistvu sem si želela otroka, vse tako, in v bistvu takrat so vsa tista znanja, ki sem jih imela dolga leta prej, prišla v poštev, da sem v bistvu pogledala vase, zakaj sem žalostna, iz kje to izvira, kaj je v bistvu ta otrok prinesel v moje življenje, zakaj so ta čustva priplavala. In to je bil res en tak proces, skozi katerega sem mogla iti, da sem v bistvu dojela nauk tega izziva, skozi katerega sem pač osebno jaz morala iti.
In ja, super, danes imam 2 zdrava otroka, vse super. In sta mi največja lekcija v življenju. In jaz pravim, če ne bi bilo njih v bistvu zelo veliko stvari o sebi, ne bi danes vedela. Definitivno. Tako da zanimive so vse te izkušnje in pace, ampak lahko pa bi tam ostala, lahko pa bi rekla, se smila sama sebi v bistvu in pač ne nadaljevala pot. Ampak spodbujam vsako, ki gre skozi bilo kakšen izziv. Na netu toliko je brezplačnih vsebin. Dostikrat velja tista zmota, ne, ja, pa nimam denarja začeti nekaj, pa nimam denar, ne vem, za tako pomoč, pa tako. Jaz sem resnično takrat začela iskati brezplačne vsebine. Toliko je tega na internetu, ki je že dostopnega. In v bistvu zelo velikokrat si postavimo zelo visoke cilje, ne? Zelo gledamo, ne vem, hočem biti milijonar, hočem, ne vem, jutri shujšati 40 kg, hočem vse to jutri, ne? Ampak na nek način, kar sem spoznala, da v bistvu sem se osredotočila samo za ta en trenutek naprej. Da sem danes 1 minuto boljš, pa jutri 1 minuto boljš, pa tretji dan mogoče samo 2 minute boljš, ampak prišla sem do tega, da dejansko sem se zbudila z nasmehom, ampak ne gre pa to, ne vem, če sem v depresivnem stanju, da si rečem, da si ponavljam mantre, jaz sem pa srečna, jaz sem pa vesela, ne deluje to tako. Zakaj ne? Zato, ker v bistvu moramo biti usklajeni z vibracijo tega, kar hočemo priklicati. In še eno pravilo uma, ne, zelo dostikrat omenjam ta pravila uma je, da v bistvu naš ne prenese konfliktnih prepričanj. In naš nas bo vedno peljal k užitku namesto k trpljenju. Vedno bo užitek zmagal od trpljenja. In v bistvu, kaj to pomeni? Se pravi, če nam je telovadba napor, pa ve, da je bolj lušten ležati na kavču, pa se stiskati, pa gledati serijo, ne, bo mogoče prvi dan, ko boš ful motiviran, pa šel v fitness, bo rekel, okej, da vidimo, koliko daleč bo šlo. Ampak naslednji dan nas bo že testiral in bo rekel, zdaj bi bil pa rajši na kavču. Ne. In v bistvu, ko popustimo in se predamo užitku, naš reče, okej, super. Se pravi, tukaj uživaš, nočem, da trpiš, se pravi, bom spodbujal to, da si več na kavču. In to je v bistvu ves nauk tega. In kadar uživamo v nečem, ne moramo prepričati, da bomo zdaj pa delali nekaj, kar nas na nek način mori, ovira, nam je v stres, ne bomo mogli vztrajati pri tem. Zato v bistvu, da naredimo neko spremembo v življenju, je, da naredimo majhne korake, ampak predvsem, da v teh majhnih korakih uživamo, da vzpostavimo novo navado in da naučimo, kar mu je bilo prej neznano, znano. In to naredimo s ponavljanjem. Še eno pravilo uma je, uči s ponavljanjem. In ni nobenega drugega načina, kako narediti neke korenite spremembe. In nekateri znanstveniki pravijo, da pač traja 21 dni, da se formira neka navada. Tako. In v bistvu tudi znotraj RTT terapije, ko končava recimo delo 1:1, se prejme personaliziran posnetek, ki se potem posluša naslednjih 21 dni. In mogoče na začetku tako reče, okej, tako jaz si zelo dostikrat vizualiziram, kako moj mene testira. Ne? In recimo tako rečem, okej, zdaj pa je ona spet začela nekaj novega, bom pa videla, koliko časa bo vztrajala. O mojem dostikrat govorim v moški obliki, pa to specifično zame. In potem tretji dan reče, Irena še kar vztraja, okej, bom še malo pustil. Ne? In potem v bistvu bolj, ko vztrajam, potem nekje 7., 8. dan že reče, čakaj, zdaj moram pa jaz slediti. Zdaj pa ona to kar ponavlja, je pa očitno se moram jaz vključiti v ta proces, ker ona še kar vztraja. Ne? In potem v bistvu nekje na 21. dan reče, okej, I give up, ne? Se prepuščam, očitno je to zdaj tisto, kar hočeš. Ker dejansko gre za to, da v bistvu
naš ne razume, če mu ne damo direktna navodila, kaj sploh hočemo. In ko govorimo o teh konfliktnih prepričanjih, recimo primer konfliktnega prepričanja je ta, wow, ful, imam rada pico, ampak moram shujšati. Se pravi, eno z drugim ne gre. Ali pa recimo, najraje bi bila v ozadju, ful mi je dobro v ozadju, ampak hočemo spet kot govornik. Se pravi, naš potem ne ve, čakaj zdaj, a bi bila rada v ozadju, a bi bila govornik. In potem v bistvu nas vedno vrne, bom rekla, k udobju. Se pravi, sem potem vedno v ozadju. In to je tisto, v bistvu moramo definirati sporočilo in z našim umom govoriti na način, da je jasno, da damo jasna navodila in da se v bistvu izrazimo, kaj sploh hočemo. In ful zanimivo, Maja, recimo, ko vprašam svoje stranke, kaj hočeš, kaj želiš doseči, bom rekla, da 80% ljudi začne, nočem se več počutiti tako. Nočem biti več nesrečna, nočem biti več to. Redko kdo začne stavek, želim si. Pa zakaj? Zato, ker je v bistvu točen prevaga v bistvu ta užitek. Ko se v bistvu ker nam je to negativno tako močno znano. Ker nam je tako močno smo vpleteni v to našo, bom rekla, nesrečo, v to našo dramo in da v njej debatiramo in da v njej razglabljamo in da pač enostavno smo konstantno v tem občutku. In zelo malokrat se v bistvu znamo dati korak naprej pa reči, kaj pa v bistvu sploh hočem. In potem v bistvu pričakujemo, da je naše življenje neka lepa pravljica, ko v bistvu še sami v glavi nimamo, bom rekla, čistega dialoga in nimamo konkretnih ukazov, kaj sploh naš kaj mi hočemo, da naš dela za nas. In to je hipnoza. Tako ti bom rekla, hipnoza je v bistvu čisto vsaka beseda, ki jo namenimo sebi in drugim. Se pravi, za vsako besedo, ko nekomu na nek način spremenimo tok dneva, tok življenja, smo ga na nek način hipnotizirali. V smislu, ko je učiteljica rekla 8-letniku, nikoli nič ne bo od tebe, ga je tisti trenutek hipnotizirala in mu dala sugestijo, nikoli nič ne bo od mene. In v bistvu sem to hotela povedati, da smo v bistvu vsi hipnotizerji. Da bi v bistvu vsi morali paziti na nek način, kako komuniciramo en z drugim. Kakšne informacije dajemo, ko smo z nekom na telefonu, a je tako težko na koncu reči, želim ti lep dan. Da v bistvu končamo vsak pogovor, in to je zelo pomembno, da vsak pogovor končamo z eno pozitivno sugestijo, v smislu, želim ti čudovit dan, imej nasmejan dan, naj bo tvoj teden, ne vem, karkoli, ampak da končamo pogovor vedno z neko pozitivno mislijo. In potem je tudi ta oseba v bistvu drugačno ravnana, drugačno nadaljuje dan. In meni je to nekaj najlepšega. Reče, včasih, mislim, zelo se pač vse pokrije, ko rečejo, s prijaznostjo lahko nekomu spremeni življenje. Ja. In da nič ne stane. Nič. In to je v bistvu hipnoza. To je vsaka stvar, ki jo rečemo, je recimo res vpliva. Dostikrat vidimo, kako se v bistvu ljudje izražamo v prvi osebi in to je en tak prvi pokazatelj, kako v bistvu en druge hipnotiziramo nevede, pa ne namenoma. Ko smo govorili o čustvih, se pravi, sva na kavi z najboljšo prijateljico, ki gre skozi neki izziv svojega življenja. In kako govorimo? To je naraven način, kako se mi izražamo, je, da rečemo, ja, veš, ne vem, rečemo Vesna, ja, veš, Vesna, a veš, tisti, ki se zjutraj zbudiš, pa si tako utrujen, pa imaš pol cel dan uničen, pa pol nikakor se ne pobereš. In tukaj je ta oseba, ki se izraža skozi neka čustva, ampak govori pa v prvi osebi, govori pa tej
govori pa slušatelju in slušatelj kaj naredi? Pokima. In ker je to čustvo do te osebe, ker nam je mar, da ta oseba pač jo imamo radi in gre skozi to preizkušnjo, se vklopijo naša čustva, naša podzavest pa reče, aha, ok, se pravi, to je res in predalčka. Ja. Zbudim se utrujena, nimam energije, vse mi gre narobe, nikoli ne bom uspela itd. Tako da v bistvu ena super recimo metoda za tako stvar je, ko zaznamo, da nam nekdo govori v prvi osebi, da to zaznamo, se pravi we detect that, se pravi začutimo ta pogovor in sami v sebi rečemo ali cancel, jaz se zelo dostikrat v angleščini izražam, ali pa rečemo, to nisem jaz, to ni moje. In na nek način potem naš zazna take, bomo rekla, direktne sugestije in jih ne sprejme kot neko resnico. Ko pa mi kimamo, pa se strinjamo, ne? Sploh zdaj zadnje čase, ki je toliko tega okrog nas, v bistvu naša podzavest reče, aha, si se strinjala, se pravi, je to res, spravljeno, arhivirano. Poglej, kakšni triki so to. Ja. Uporabni triki, ne? Ja. In še ena taka zanimiva stvar, mogoče za kakšne poslušalke, poslušalce, ki se lotijo hujšanja. To mi je bilo res fascinantno. V bistvu, ko recimo se znebimo parih kilogramov in potem svetu razlagamo, pa ne svetu, ampak bomo rekli okolici, zgubila sem 3 kilograme, zgubila sem 4 kilograme, tako ne. In potem kar naenkrat ti kilogramčki pridejo nazaj in smo potem slabe volje in kaj zdaj in kako to. Ne. No in v bistvu se pravi, spet pravilo je, ne, da nas pele k tistemu v bistvu stran od bolečine, ne. Pele na stran bolečine vedno k užitku. In če pogledava vse stavke slovenskega jezika za besedo izgubiti, besede izgubiti nima nikjer, ampak prav nikjer pozitivnega pomena. Nikjer. Izgubila sem službo, prva misel je, moram jo dobiti nazaj. Izgubila sem ljubljeno osebo, ko bi jo vsaj imela spet o sebi, želim si, da bi bila spet ob meni. Izgubila sem, ne vem, želim to nazaj in to moram pridobiti nazaj. In ko mi kar naenkrat razlagamo, izgubila sem 4 kilograme, naš potem ne loči, da je to nekaj pozitivnega, ampak on reče, izgubila je 4 kilograme, ne, jaz bom pa zdaj naredil vse, da boš to dobila nazaj, ker jaz nočem, da si ti kadarkoli v izgubi. In v bistvu se potem vprašamo, čakaj, kako sem zdaj padla nazaj, pa toliko sem bila dobra. Tako da v bistvu skrbno zbiramo, jaz rečem, znebiti se, otresti se, zmanjšati težo, ne vem, karkoli, samo pač ne izgubiti. In je res ključno v bistvu, kako uporabljamo te besede in kako jih naš dojema. Imela sem eno tako zelo zanimivo izkušnjo z eno stranko, ko v bistvu sem v angleščini rekla, da eksplodira od energije, ne? In ko je bila majhna, je v bistvu bila priča eksploziji v kuhinji, ne vem, nek aparat eksplodiral, v glavnem imela cele travme od tega in je rekla, vsakič, ko slišim besedo eksplodirati, ne, ali pa ne vem, eksplozija čustev, je rekla, se v meni zgodi en tak val neprijetosti in tako, ne, in je v bistvu nekaj, kar je bilo iz mojega namena mišljeno zelo pozitivno, ne, v osebi v bistvu spodbudi negativna čustva. In zato je v bistvu zelo pomembno, kako predvsem govorimo sami s sabo, ker so te besede najmočnejše in najbolj pomembne. Se pravi, ne, kaj jaz mislim o nekomu, ampak kaj ta oseba misli o sebi in kak notranji dialog ta oseba uporablja. In super v bistvu test je, recimo, ne vem, da mi telefon pade na tla, kaj je prva stvar, ki si rečemo? Rečemo nekaj slabega o sebi, ne? Ali pa ne vem, grede rečemo, joj, koliko sem butasta, joj, kak idiot sem, ne? In v bistvu vse to so tako
besede mimo grede, ampak v nas pa v bistvu puščajo neke odtise in zelo veliko povejo, kako se v bistvu mi sami o sebi izražamo. Ne. In jaz dostikrat rečem, to je isto, kot da bi svojemu otroku nekaj takega rekel. Mu ne rečeš, zato ne govori to niti o sebi. In to je res, v bistvu so res taki majhni triki, ki jih lahko vsak dan naredimo, da si polepšamo dan, da si v bistvu polepšamo življenje. In da se obkrožimo tudi z ljudmi, takimi, ne, ki vibrirajo na našem nivoju, ne, oziroma smo usklajeni vibracijsko. Ja. Ko mi dvignemo svojo vibracijo, v bistvu začnemo privlačiti take ljudi. Dostikrat se smejimo, tako, ko smo na vezi z ostalimi terapevti iz Londona, ne, pa tako dostikrat v bistvu, ko se pogovarjamo o naših strankah, in v bistvu smo bili zadnjič ugotavljali, kako so naše stranke odraz nas. Ne. In jaz zavestno kreiram svoje stranke. Jaz vedno rečem, tista prava oseba, ki potrebuje mojo pomoč, me bo najdla. In na nek način vedno sem uglašena s tem, kakšen tip stranke pride k meni. Ne. In to je ful zanimivo, da v bistvu kako zavestno ustvarjam nek svoj posel, neko svojo klientelo, da v bistvu za vsako stranko res navežem en tak čudovit odnos. Take čudovite ljudi, ki so pripravljeni delati na sebi, ki so že naredili neke določene korake v življenju in v bistvu rabijo samo tisto piko na i, da v bistvu se premakne iz točke A in iz točke B. In vedno dobim zelo take investirane ljudi. In to je bilo zanimivo, ko smo se o tem pogovarjali, v bistvu ta namera, ne, kakšno namero mi pošiljamo v vesolju. In točno take osebe potem v bistvu na nek način tudi privlačimo. In to, Maja, imaš točen prav. In kadar smo mi slabe, nizke energije, ne, v bistvu točno take jamrače, jaz jim rečem jamrači, privlačimo tudi v življenje. In ko daš nek konkreten nasvet, ne, reče, to na meni tako ne bo delovalo. Ne. Na tak način in v bistvu taki ljudje potem pridejo zato, ker si tudi ti na tej vibraciji. Zato moramo vedno najprej izhajati iz sebe. In jaz v bistvu kot terapevt in kot delam z ljudmi, jaz vedno rečem, prvo moram biti jaz na ta pravi poziciji, energijsko, čustveno, konkretno, da lahko pomagam nekomu, da pride na isto to vibracijo. In če jaz kot terapevt nisem v tem in that place, se pravi v tistem, kako bi rekla, v tisti energiji, potem tudi ne služim svojemu klientu. In to drži kot pribito. Zato vedno poskrbim za svojo energijo, da sem jaz na nek način uglašena s tem, kar počnem, in da vedno pač delujem v dobro svoje stranke, ampak v smislu, da jaz svojo energijo pripomognem temu, da to ta stranka čuti, da dejansko mi je mar za pot, na katero se podaja. Konkretno pa ti recimo skrbiš za to svoje, oziroma da ohranjaš ta nivo relativno visoke oziroma visoke energije? Kako jaz držim visok nivo energije? Recimo, kak tak praktično. Nekaj si že nanizala kot nasvete tudi, ali pa recimo, ne vem... Redno delam inventuro svoje podzavesti. To je prvo. Vedno delam inventuro. Nikoli se ne zaključi. Zato, ker včasih, mislim, to je ta refleksija, ne? Refleksija tedna. Predvsem pa, v bistvu, jaz vedno izhajam, kaj sem se ta teden naučila. Vedno v bistvu izhajam iz tega, kaj sem se ta teden naučila. Kje se lahko še izboljšam. To so določene vprašanja, ker recimo si jih tedno postavljam. Predvsem pa v bistvu, kar je zelo pomembno, kadarkoli naredimo nekaj, karkoli, lahko je to kosilo, da vedno moramo reči, kaj sem jaz tukaj dobrega naredila. V smislu, kaj mi je pa ratalo. Ampak mi dostikrat rečemo, ne vem, nekdo pohvali, ne vem, ful si dobro to skuhala, lahko bi malo bolj posolila. Ali pa, ne. Vedno izhajamo najprej iz te negativne.
Ja. Tako. In jaz recimo tudi z vsako stranko, ki zaključim, imam svoje zapiske, ki napišem stavek what worked well, ne, se pravi, kaj je bilo dobro, ne, kaj sem dobro naredila, kaj je bilo, vedno izhajam z tega pozitivnega, ne. Potem pa si rečem, kaj bi lahko to še izboljšalo. Se pravi, vedno uporabljam pozitivne besede, ne, v smislu, kaj bi lahko še izboljšala, ne, v smislu, da ne rečem, kaj je šlo narobe, ampak kaj bi lahko še izboljšala. Iz česa se lahko še nekaj naučim. Se pravi, vsak teden, recimo včasih tudi, ne vem, na 10 dni, se to ni potrebno delati vsak dan, ampak da naredimo neko inventuro teh prepričanj, tega nekega doživetja, kar se nam je ta teden dogajalo in kaj smo se z vsega tega naučili. Zelo ena taka luštna metoda je, ki sem jo tudi delila na Facebooku, se pravi zato, ker metoda. Ne vem, kako se imenuje, to je tako prišlo, ampak v smislu recimo, da imamo naziv pred javnim nastopanjem. Pa dajva vzeti, ne vem. Se pravi, jutri imam prezentacijo v službi, počutim se, dajva reči, strah me je, ne? Oziroma negotovo. Tako. In v bistvu, kaj naredimo, vzamemo navaden list papirja A4 in začnemo. Strah me je jutrišnje prezentacije, zato ker. In končamo stavek, zato ker se bojim, da bom pozabila besedilo. Ja. In v bistvu v novo vrstico začnemo s tistim, s čemer smo končali. Bojim se, da bom pozabila besedilo zato, ker ne bom imela dovolj časa, da se pripravim. In potem spet v novo vrstico. In na nek način lupimo, kot da bi lupali čebulo, plast po plast, in dostikrat v bistvu na koncu pride taka banalna zadeva, ki rečeš, čakaj, zaradi tega se jaz zdaj obremenjujem zaradi jutra. Pa saj to pa jaz lahko naredim, ne? Ne vem, da 5 minut nekaj delaš, ne vem, si vzameš zase čas, ali pa še enkrat prebereš besedilo, ne vem, karkoli. Ampak ta zato, ker dejansko ti lupi plasti prepričanja, za katerega si v bistvu ti ustvaril in misliš, da je res, istočasno pa na koncu ugotoviš pa rečeš, se to je samo izmišljeno. In dostikrat jaz med študenti uporabljam tole, ne. Se pravi, dvomi v svoje dvome, nikoli ne dvomi v svoje sposobnosti. Kadar se ti pojavi dvom, ustvari dvom za ta dvom. Ja. Nikoli pa ne dvomi v svoje sposobnosti. In kadarkoli se ustvari dvom, pa trditev ni več resnična. Super. Prvič, ko smo zvedeli, da mogoče dedek Mraz ne obstaja, je v bistvu kar naenkrat takole čarovnija izginila, ker se je ustvaril dvom, ne. In isto tako, kadar smo pred nekim izzivom, vprašajmo se, ali je to sploh resnično. Ali je to, kar jaz zdaj ta trenutek čutim, ali je to sploh resnično. In ko ustvarimo dvom, v bistvu odvzamemo moč tistemu, zaradi česa smo se obremenjevali. In 99% stvari, zaradi katerih se obremenjujemo v prihodnosti, se tako ali tako ne zgodi. Ampak v bistvu res trošimo našo energijo na prazen nič. Tako da v bistvu dvomi v svoje dvome, nikoli pa ne dvomi v svoje sposobnosti. In to si nekam zapište v opomnik in to je res tisto vodilo. Ko imamo nekaj, kar nas žre, dajmo najprej podvomiti v to, da vzamemo temu moč. Potem se pa vprašamo, zakaj je to vzbudilo v meni tako reakcijo? Zakaj je točno to, kar sem čutila? Zakaj soseda, ki mi je rekla, ne smeš tam parkirati kolo, pa ga moraš tam, zakaj sem se razburila zaradi tega? Zakaj? Zato, ker moram, pa kaj bom pa prestavila kolo, kakšne veze ima, ne? Ampak tako, vprašajmo se, kaj je tisto? Ne vem, ta situacija me je razburila zato, ker. Boste odkrili, bom rekla, zanimive stvari o sebi. In ko pridemo do odgovora, ko rečemo, ok, to je to,
nehamo. Ko pridemo do enega tistega banalnega, smešnega, ne vem, zato, ker mi je, ne vem, ker mi bo printer, zmanjkalo mi bo barve na printerju in bo vse spackano in jaz ne bom znala prebrati. Aha, ok, se pravi, moram iti k sosedi sprintati, da bom ja imela. Mislim tako, zdaj je obrnjeno na šalo, ampak dejansko pride na koncu. Taka banalna stvar, mi smo pa naredili iz tega slog. Ja. Saj praviš, ko smo se pogovarjali, si tudi rekla, da v bistvu s to metodo, z RTT-jem, da v bistvu odkrivamo, da neka težava oziroma to, kar nas trokira v življenju, bazira na taki banalni, običajno po neki banalni, nepomembni zadevi iz otroštva, ki se lahko v hipu s pomočjo te metode razreši, ne? Ja. Zelo dostikrat povem zgodbo enega gospoda, pa ne bom rekla gospod, če bi slučajno poslušal, da ga ne bom užalila. Mladenič, star približno 50 let, to je bilo 2 leti nazaj. No, on je bil postaven moški, bom rekla, tudi tako, nosil se je zelo lepo oblečen, uglajen, ampak je imel zelo pogrižene prste. In to na nek način, kljub temu, da je bil zelo uspešen, je vedno mogel v bistvu se zelo pripraviti na vsak sestanek, vse svoje gibe je imel naprej premišljene, kako on svojih rok ne bo izpostavil. Ker je bilo to res za njega ena taka, bom rekla, en tak handicap, toliko se je počutil nesuvereno zaradi tega. In v bistvu je bil pred kratkim ločen in je rekel, jaz ne morem iti spoznati žensko, ki bo videla te moje pogrižene nohte, pogriženo kožo, jaz se hočem tega rešiti. In v bistvu sva delala sva regresijo znotraj RTT-ja in v bistvu se je spomnil dogodka, ko je bil star 3 leta, ko je dobil sestrico. In on je bil čisto navdušen na to sestrico in skozi je hotel biti ob njej. In v enem trenutku je v bistvu sestrico popraskal po obrazu in seveda tista dojenčkova koža je tako mehka, da je takoj zakrvavela. Mamica je seveda znorela, dobil je poriti, glej, kaj si zdaj naredil, zdaj bo imela brazgotino, zdaj joka zaradi tebe, opraviči se ji, povej, da nisi hotel, v glavnem teh besed je bilo še in še in še. In a vidiš, kaj ne pustiš, da ti nohte porežem itd. In znotraj tega dogodka je on razvil prepričanje, če imam nohte, poškodujem ljudi, ljudje trpijo, imajo brazgotine, so žalostni, moram se opravičiti itd. In seveda kot 50-letnik ti to ne moreš razumeti. Zato moraš iti, tako kot rečem, mene ne zanimajo stranke pri 50-ih, ampak me zanima, kaj je bilo tam. In ko je v bistvu šel v obdobje tega 3-letnika, ko je res začutil v bistvu bolečino 3-letnika, da je on resnično nekomu škodoval s svojimi nohti, je v njemu to zbudil. Aha, moram jih pogristi, ker ko nimam nohtov, so ljudje zadovoljni in srečni. In ko je v bistvu zavestil kot 50-letnik in je rekel, ok, mislim, zdaj sem 50 let star, ne bom hodil po svetu pa praskal dojenčke, je to absurd, ker naenkrat se v bistvu, to je tako banalno, se prekinil tako, ker je on dejansko razumel, iz kje to izvira. No in seveda je res nehal grist nohte in je, ne vem, zdaj se je že poročil, v glavnem, videla sem, da je novo zaročen in tako, ampak v bistvu to je bila res tista njegova pika na i, da bi imel tisto, kar želi v življenju. Povem ti še en tak zelo specifičen tudi primer, te zgodbe so res fascinantne. Vem, da imaš močno primer. Ja, imela sem recimo stranko, ki se je zredila po porodu. Ona je bila celo življenje zelo suha in po porodu v bistvu je imela nekih 5 kil
več, se je odločila, da bo pač shujšala, ker naenkrat je pa v bistvu jih pridobila 40. In ujela se je v nek cikel prenajedanja, rekla je, jaz sem sita, pa še kar jem, končamo kosilo, pa že gledam, kaj bom in tako, ne. In v bistvu šle so nazaj, spet v preteklost, v današnje življenje. Spomnila se je, da je bila stara 2 leti, da je bila v bistvu imela težave s težo kot 2-letnica. Takrat je zdravnik jo predpisal na neko 3-mesečno, ne vem, koliko je bila ta dieta z nekimi zelenjavnimi juhcami. In v bistvu je zelo trpela kot 2-letnik takrat. Lačna je bila, pač valjda nezadovoljna in prepričanje, ki ga je ustvarila kot 2-letna punčka oziroma njen je poskrbela bom, da nikoli v življenju ne bom lačna. Vedno bom poskrbela, da bom sita, da ne bom stradala, ne. In vse je bilo super skozi njeno življenje, ker je bila vedno pač na idealni teži, nikoli ni imela težave s težo. Do trenutka po porodu, si lahko misliš, kaj je bilo, ko je rekla, jutri grem pa na dieto. Ukaz ne? Ukaz. In se je v bistvu aktiviral tisti del nje, ko je rekel, poskrbel bom, da ne bo nikoli lačna, da bo vedno sita. In kar naenkrat je v bistvu aktivirala tistega nekega spečega leva, ali kako bi jaz temu razložila, ker je rekel, ne. Takrat si toliko trpela, zdaj bom poskrbel na nek način, da ne greš še enkrat čez to, ne. In je v bistvu iz nekih viška 5 kilogramov jih prišla do 40. In ko je v bistvu mama vprašala, ona se tega ni spomnila, ker je bilo v bistvu celo življenje je bila suha, ne, nikoli ni imela spomina in je mama potem potrdila, da je bilo obdobje, ko je bila na nekih teh juhicah, ker je v bistvu bila preveč, ne vem, malo napihnjena ali kako, in jo potem z lahkoto opustila pač kilograme, zato ker je v bistvu se spomnila, zakaj v bistvu jih je sploh držala, ne. In to so res včasih tako banalne zgodbe, ampak to so programi, ki jih mi držimo znotraj sebe in tako, kot sem rekla, mi smo lahko 40-letnik, ki hodi po svetu, ampak naš program je pa mogoče lahko program 2-letnika, 2-letnika, 10-letnika, 12-letnika. In to je tisto, v bistvu, kar moramo razrešiti, ne. S komer se moramo pogovarjati, se pravi, pogovarjamo se z 2-letnikom ali pa 12, ne pa s tistim od 50. Irena, hvala. Toliko lepih pa koristnih informacij in te zgodbe, ki si delila z nami, pa s tvojo zgodbo, mislim, res navdihujoče. Res, Ja, hvala. jaz sem uživala in čas zelo teče, jaz bi se še kar pogovarjala, midve bi se še kar Medvi bi pogovarjali. lahko še klepetale. Ja. Moram te pa zdaj za konec vprašati, ne morem, ampak rada vprašam svoje sogovornike na koncu vedno. Moto naših podcastov ali pa neka slogan je vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Irena, kaj tebe navdihuje? Kaj ti razpira krila? Mene navdihuje ples. Res? Ja. Mene navdihuje ples, včasih sem bila profesionalna plesalka latinsko-ameriških plesov. In jaz, kadar rabim, pa tako, to bom zdaj samo tebi povedala, nobenemu to ne povem. Jaz pred vsako stranko zaplešem. Spustim nek komad naključen na Facebooku, na YouTubu in enostavno se samo prepustim ritmom in to je tisto, kar dvigne mojo vibracijo. Da dejansko tisti trenutek ne poslušam svoje misli, ne poslušam nič, ampak v bistvu samo prisluhnem svojemu telesu in na nek način se povežem, bom rekla, z nekim virom energije, ki mi potem pomaga, da v bistvu vse, kar naredim v naslednjem koraku, ko stranka stopi, da je vse v njeno najvišje dobro. Ponavljam si mogoče neko mantro, ampak ples je tisto, kar dejansko bo vedno dvignilo mojo energijo in pomaga. Spodbujam vsakega, kar rab malo majhen dvig energije. Tole pa si me zdaj do solz ganila, veš, to je pa taka močna, res. Krasno. Hvala ti, Maja.
Irena, tebi tudi. Želim ti uspeha, pa veliko preplesanih, Hvala. veliko plesati želim. No? Pa daj ti Hvala, življenje hvala. en tak ples, ker vidim, da obvladaš, da znaš, da si dobra, da si srčna. Hvala ti. Tako da res Rada hvala. te poslušam in jaz verjamem, da bo vsak našel en delček zgodbe zase in da mogoče smo mu danes z eno besedo ga hipnotizirale, da bo imel lepši dan. Ja, to si jaz želim. Evo, Ja. to bi bilo pa izpolnjeno najino poslanstvo, ne? Točno tako. Da. Točno tako. Hvala ti, Maja, še enkrat. Enako, Irena, lepo se imej in zagotovo se še srečamo. Ja, hvala tudi tebi. Srečno Adijo. sem. Adijo. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.